A greva tja noter pogledat. Dobrodošli v naši hiši na Švedskem. Čeprav je zadnje čase res zelo nedecembrsko vreme in niti malo božično, so se vseeno v sredini decembra odločila, da je res skrajni čas, da okrastiva našo hiško, tako da vabljeni, da se nama pridružite. Najprej bova posekala smreko, šla bova po travniku okrog hiše in upava, da najdeva kakšno primerno. Morava biti pozorna, koliko je velika, ker lani sva naredila napako, da sva posekala prvo, ki nama je bila ful lepa. Problem pa je, da zunaj ful manjša zgleda, kakor pol not. Mi pa nimamo toliko prostora, tako da morava najti eno, ki bo lepa, ampak dovolj majhna, da bo sprejemljiva za življenje. Ja, tako da zdaj bo šla po travniku, ker tudi na travniku so lepe smreke ponavadi, lepe, okrogle, simetrične, ker nimajo, mora biti na samem, no, da lepo raste in da je tudi pol primerna za novoletno smrekco. Pogledava najprej te tle, te znajo biti ok. Videla, no, sicer te tle so čisto preveč nagužvane, da bi bile lepe, ampak tamle une izgledajo pa dosti ok. Sem tale je res kar patetično majhna. No. Ne morava imeti smreke, ki bo manjša od naju. Ja, čeprav ni toliko majhna, ampak bova probala kakšno lepšo najti vseeno. Malo višjo. Pejva naprej. A greva tja noter pogledat? Ja. A pa tale? Ta zgleda kar ok. Ful je košata. Malo je sicer previsoka po moje, če to vzamemo, jo morava malo skrajšati spodaj. Ja, dokle. Ja, kaj tazga, ja. Pa špico tudi malo, če ne bo una zvezda čist pod stropom prišla. Ja. Sam mora preveriti, koliko je široka. Malo zgleda velika, bo zmerila. A imaš ti meter? Ne, tega. Mogoče tle. Ja. Na. Je tam do konca. Ja, približen. Še več ka enkrat širša je, kakor je lahko. Koliko je? 120? 140. Ok, ja. Preveč. Dobro, ne vem, pojva še naprej gledati pol. Na koncu sva iskala in ugotovila, da v bistvu imamo mi tudi za hišo in pred hišo smrekce. Tako da potem sva se odločila, da bova eno pred hišo posekala, ki je bila mogoče malček velika, ampak je bila pa kar lepa. Tako da je bilo super, ker je bilo čisto blizu vhoda in je nisva rabila daleč nositi. Smrekico sva podrla, tako da to je zdaj zrihtan. Zdaj mora nabrati pa še malo materijala, vejt za adventni venček za na vrata. Drugače pa danes presenetljivo lepo vreme, imeli smo šlo nekaj sonca. Presenetljivo lepo vreme za letošnji december, ne na splošno. Letos smo imeli konec novembra nekaj snega, je bilo res lepo, res je bila prav zimska pravljica. Pol se pa utoplili in od takrat je skozi že zadnje 2-3 tedne skozi neki deževno, malo nad nulo, vse je mokro, vsake toliko je tudi megleno, oblačno je ves čas, tako da tudi ko vse sonce pokaže čez dan, se ne pokaže zares, ker je pač skozi oblake, tako da je dejansko tudi ful temno, ker je zelo nizko sonce in ne prodre sploh skozi oblake, tako da so zelo temni dnevi.
Domačini so res čisto bupani, vsi so rekli, da je to en najslabših decembrov, kar jih pomnejo. Mislim, da so nekaj prebrala, da je letos bilo najmanj v tem decembru, do zdaj najmanj sončnih ur. Mislim, da je bila v celem decembru, zdaj je sredina, do zdaj je bila 1 sončna ura in to je najbolj temen december do zdaj od leta 34. Tako da ja, zato se potem tudi malo okrašuje, da je malo lažje prenesti te turobne dneve, ampak naj bilo pa malo boljše, tako da upava, da bo res prišla počasi zima in malo lepši sončni dnevi, ki bodo tudi mrzli in bolj svetli zaradi snega. Malo je široka, ampak ta že res ne bi mogla imeti. Sva zelo zadovoljna, ker se nam zdi dosti lepa, glede na to, da sva jo našla doma. In ja, sva vesela, da je to naša prva smrekca v hiši. Evo, pomaranče za venček se sušijo, tako da bova ta čas izkoristila pa okrasila smrekco, pa mogoče še kaj drugega. Tukaj izgleda, kakor da nama je obešanje lučk šlo ful gladko, v resnici je to tretji poskus, zato ker nama je vedno zmanjkalo lučk, so bile prekratke. Jaz sem hotela jih začeti obešati do spodaj, Rok pa z vrha. Imela sem malo nesporazuma, tako da lahko v komentarjih napišete, kako jih pa vi obešate. Izdelavo adventnega venčka sem prepustil kar Nasti. Meni to res ne gre najboljše od rok, oziroma imam malo premalo potrpljenja in prenizke standarde in je vse prehiter dovolj dober. Tako da sem to prepustil kar Nasti in je ona več ali manj sama zdelala. Jaz sem bil samo malo pomočnik, vsake toliko sem kaj prijel in kaj zategnil in pomagal kaj razporediti, da je ok izgledal. Tako da ja, na koncu so bila z izdelkom oba zelo zadovoljna.
Ker smo na Švedskem, tukaj živijo palčki in en je prišel na obisk. Tukaj ima svoja vratca in hišno številko, pustil si je cekrček, pa vsakič se sezuje, preden gre noter seveda. Pa tudi lanternico ima, pa okrasil je božično drevo. Poleg palčkov imamo pa tudi Grinča, ki ima take čopke, kakor Grinč. Ne čopki. Evo, to je zimski Grinč, nadkaratala. Užabljena sem, ti si Grinč. Drugače imamo na oknih take luči, zdaj bo pa za božično novoletni čas zamenjala s takimi zvezdami. To je v resnici oboje zelo švedska, oziroma kar mogoče skandinavska, isto so devala na Norveškem, tako da njihova tradicija, predvsem se po moje s tem spet borijo na tak način, s krajšimi dnevi spopadajo in si jih malo polepšajo, tako da midva tega še nisva sprobala, tako da upava, da bo lepo. Ampak je, tako kot sem pričakovala, sva videla že velikrat to na oknih in nam je res zelo všeč. Vse skupaj je tole vprašanje kar vzeli nekaj časa, tako da so bila na koncu kar malo utrujena in sva se sam še ulegla na kavč in gledala jelenčka Rudolfa in uživala v božični atmosferi. Ob koncu leta pa bi se vsem zahvalila, ki ste nas podpirali, nas spremljali v tem letu in v prejšnjih letih. Želiva vam tudi vse lepo v prihajajočem letu, da bi lepo praznovali te praznike in da se bi vam v 2026 uresničilo vse, kar si želite, da bi veliko potovali, veliko novega izvedeli in da bi se na koncu tudi imeli kam vrniti domov, lepo v topu in prijeten dom, kjer vas čakajo najbližji.